Vseeno bi prosil, mi lahko preveriš, a imam kakšno zaščito na nogi, na stopalu. In ni plastike gor, kakorkoli. Se lahko bolj daleč, ker sem že 3 dni na poti. Pa je v redu, mislim, nimam zaščite. Ok, nima več rokavice, ja, Igor. Tako. Tudi tukaj. Ni zaščite, ok. Zdaj včasih grem, se urežem, se zgodi. Ampak da ne bo veliko krvi, dosežem 100, jaz sem bil 6 mesecev v Indiji pri enem guruju, ki me je naučil, kako se lahko toliko sprostiš, da si srčno puls umiriš, da ni več 60 do 100 na minuto, ampak je veliko manj lahko, ne? In če je puls zelo redek, potem tudi ni pritiska v žilah veliko. Tako da, če se bom rezal, ne bo veliko krvi, mogoče kapljica, bi te prosil samo to, mi lahko probaš puls, takole z desnico ali pa z levico, kakorkoli tukaj, boš čutila puls in te prosim, da dejansko njim tapkaš takole po mikrofonu, to, kar čutiš, ja, takole, kar močno stisni. Samo malo, bomo dali muziko malo manj, tako, ok. To je zdaj zelo pomembno, da dejansko njim odtapkaš to, kar čutiš, tule močno stisni, pa boš čutila moj puls. Tukaj, mogoče. Ja, pomembno je, da tapkaš to, kar čutiš. Ker močno stisni, boš ga bolj čutila. Kar močno po mikrofonu, da se sliši. Kar še bolj udari, da se sliši, samo malo bomo dali mi to malo glasneje, zato ker to je zelo pomembno, da ne boste rekli, da kaj prefiram, evo, zdaj bi se moglo boljše slišati. Tako, to, kar čutiš, tapkaj našim gledalcem. Ok, zdaj mogoče, če se upočasni, ne se ustaviti, ok, tapkaš to, kar čutiš, ok? Glej. Tukaj ga moraš dobro čutiti, ok? Igor, kaj ste videli par? A sestrična, ok? Zato, ker če bi se te kaj zgodilo in bi te ona probala puls, bi rekla, jo, to je mrtev, vozite to. Zdaj pa je, ne? Tako, ja, kar. Tudi, mogoče se bo počasnil, probaj slediti, kar čutiš. To je pa več skornija, ne?